Hartford v Wisconsinu je mesto, kjer ljudje še vedno puščajo avtomobile odklenjene in kjer se poleti večeri vlečejo počasi med zvokom čričkov in oddaljenim prometom na avtocesti proti Milwaukeeju. Mesto ima nekaj več kot 15,000 prebivalcev, dovolj majhno, da se ljudje poznajo po imenih, dovolj varno, da se starši redko bojijo za svoje otroke. To je kraj šolskih predstav, lokalnih parad, nogometnih tekem ob petkih in cerkvenih piknikov ob nedeljah. Kraj, kjer tragedija ne spada v vsakdanjik. In ravno zato je bilo poletje 2013 nekaj, česar Hartford ni nikoli pozabil. Danes nas čaka en klasičen true crime, tak bolj pripovedovalen, verjetno imate take še najraje. Saj jaz take najraje poslušam tako mirno v avtu ali pa pač, če delam kaj ali kakorkoli. Preden gremo v ta video, ena stvar, ki vas ful pogosto pozabim spomnim. Tisti, ki nočejo zapravljati ogromne vsote za originalne parfume, ki vemo, da so dobri 150 evrov plus, imate tukaj Fragrance Perfumes, moške in ženske, prek 200 približkov originalom. Meni osebno so vrhunski, že ful let z njimi delam in jih tudi kupujem. Moški, by the way, ne vem iz katerega razloga, so mi še 100-krat boljši kot ženski. Mogoče zato, ker sem tako, ok, pač moški. Ne vem, ne znam razložiti. V glavnem, imate vedno kodo Alenka 15 in to je vse, kar vam danes zapovedati. Zdaj pa true crime. Ne bo se tle video končal. Torej gre za kraj, kjer veliko mladih skupaj odrašča, tako od vrtca do srednje, pa še kakšen faks se tam najde in potem se poznajo od nekdaj in vsi ti odnosi so prepleteni. Kot sem rekla, veliko je skupnih dogodkov, ali so cerkveni, ali so čisto lokalni, ali so kakšne predstave. Ne vem zakaj, pač v Ameriki, ko gledamo te ameriške filme, ko pride do gledaliških lokalnih predstav, pa kakšnega konc leta in pa so predstavljeni, ful big deal in ful pridejo starši in otroci. Pri njih je to pač res in ta Hartford, ne vem zakaj je sploh bil nekako znan potem. In v tem okolju je živela tudi 19-letna študentka Jessie Blodgett, ki bo tudi pač današnja, in ko ne rečem žrtev, glavna oseba. Stara je bila 19 let, ko je izgubila življenje, bila je študentka glasbe oziroma glasbene pedagogike, res ekstremno bila prepletena z glasbo, bila je ko se reče, gledališki otrok. Kako že v Ameriki to? Unicorn, Jack. Theater kid. A veste, kaj reče, da smo malo posebni? Nočem za njo to trditi, ampak poj, ko bomo mečkaj njen dnevnik prebrali, boste videli, da mogoče je bila tudi malo posebna, ampak nočem tega dati v prvo vrsto, ker je bila veliko drugih stvari, kot pa sama malo posebna. Saj smo vsi, zdaj sem tudi alien. I'm not judging. Znana je bila po svoji energiji na odru in tudi odraščala je v družini, ker je bila glasba zelo pomembna. Cela njena družina je bila prepletena z glasbo. Pa še ena zanimiva stvar, Jessie je bila rojena njenim staršem Joy, to je bila mami, in Buck Blodgett, kot čudež basically. Ful dolgo sta se trudila, bilo je že v smislu, ne bo namaratali, ne bo tega otroka nikoli, plodnost ni bila ok in kar enkrat se je zgodilo in ona je bila njun čudež in oboževala sta jo in bila je edinka itd. In živeli so v taki ful simpatični hiški, še so cela ta naselja, ki so tako lepo. A veš, tista pot, tako, če si predstavljaš, ne vem, Stranger Things, ki tam s kolesi poj gonijo okrog in vse je ful idilično in drevesa vspred rastejo in hiške so take lušne in vsi se poznajo med sabo. No, taki dvonadstropni hiški tudi ona potem živela, ko se je ta tragedija zgodila. Sem rekla, v glasbi je bila zelo prepletena, igrala je violino in tudi klavir in pa pela in kasneje se je pač vključila tudi v veliko gledaliških predstav, kjer je pač požela tudi dejansko glavne vloge, tako da čista umetnica. Pa moram tudi reči, poudariti, da je bila ona genialka na tem področju, dejansko ni bila samo dobra, je bila res ekstremno dobra. To je ena stvar. Druga stvar glede nje je bila pa to, da so rekli, da bi imela toplino, ki je ljudi med sabo povezovala. Torej, če je ona prišla v nek prostor ali nekje sodelovala, je imela zelo močno potrebo potem, da je ljudi med sabo združila, da če je bil kdo izključen, da ga je povabila noter z debato in da mu je dala občutek, da je vse ok itd. Pa čista redka toplina, ki jo eni ljudje imajo in je ful lepa in ljudi sprosti in regulira. Poleg tega, da je bila umetnica po duši, je bila tudi zagovornica na nek način šibkejših manjšin. Torej, ful se je zavzemala za pravice žensk, to je osebno jaz ful spoštujem, in za živali, ki se ne more zauzeti same zase in za take stvari. Je imela zelo močen glas, zelo jih je hotela zagovarjati in tudi posledično, ker je že študirala to glasbeno pedagogiko, je bila njena največja želja, da bo postala vodja zbora na univerzi, kjer bi lahko prek tega, da jih ima glasbo, tudi jih nekako mentorirala v življenju. Torej, da bi na ta način pretok svoje energije dala med študente ali pa dijake na ta način, da bi jim pomagala masovno prek tega, da bi jih učila. Torej, z energijo, s kakšnimi idejami, s kakšnimi predlogi, a ne nujno kot pač vodja zbora, ne boš lih njihov, ne vem, oseben mentor, ampak lahko pa vplivaš na njih in to si je ona ful želela. To je bil njen življenjski cilj. Ok, potem po maturi se je ona upisala na University of Wisconsin-Milwaukee. Torej, kada bi rekel pri nas, sicer je še več razdalje, ampak kada bi rekel, da greš iz, ne vem, iz Spodnjega Dupleka, greš študirati v Ljubljano. In ona je potem prišla v to večje mesto, več priložnosti, več možnosti in je tudi tam imela pač, se pravi, študirala glasbeno pedagogiko, uživala, se učila nove stvari
stvari, dobila novo družbo, ampak še vedno je hodila v Hartford domov, ker da bi jaz rekla, iz Ljubljane sem tudi jaz domov hodila v te netiše vmes, tako da si za vikende imel s familijo, oziroma ona je manjkrat dan prišla, ampak še vedno je bila to njena skupnost, njen dom in ljudi, ki jih je tam poznala in prijatelji in pač povezave. Tako da poleti, sploh poleti, ker ni toliko faksa pa tega, 2013 julija je ona doma v Hartfordu sodelovala pri eni gledališki predstavi, ki je bila takrat pri njih big deal. Zelo pomembno, kot sem rekla. Oni se mesece in mesece na to pripravljajo in potem je bam predstava in potem se vsi poslavljajo in zabave so in slikajo se itd. In to je bila predstava, ki je by the way v Ameriki ful znana, po mojem Sloveniji niti ne, če je kdo gledal, ki naj pove. Fiddler on the Roof. Ne samo, da je bila ona zraven te predstave, ona je bila prav fiddler. Mislim, da je to, I guess, glavna vloga. Vmes je una pesem If I was a rich man, na 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 na. Na 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 na, if I was a rich man, girl. V bistvu, zdaj vidim, da je to, mislim, kva Gwen Stefani povzela iz Sloven, I guess. Glavno originalno očitno iz tega musicala. Anyways, Jessie je bila Fiddler on the Roof. Zdaj sem čisto zakomplicirala. Zadnja predstava musicala, musicala 14. julija 2013 in potem sledi ono, ko je bilo druženje. Najprej tam v tem gledališču, v backstageu. Potem so se tam slikali, poslavljali, če oni tam trenirajo to vsak teden večkrat, mesece in mesece, težko iti narazen in čustveno je in vsi so navdušeni in govorijo o tem, kako jim je šlo itd. Plus potem zelo tipično srednješolsko, ona je že študentka, so šli potem naprej na pool party in jaz ne vem, kako je to možno, pa sem slišala, da ne vem, kakšen pool party to bil, ampak tam ne bi božal šalame, tako da sounds dope as Pardon. In tudi, kar se nje tiče tukaj, kot so jo drugi opisovali, ni kazala znakov nobenega zaskrbljenosti ali pa da je bila kaj nenavadna, čudna, bila je tipično vesela, razigrana itd. Čeprav po ena pool party vse je moglo nekaj zgoditi, ker ko je ona prišla domov, očitno ni bila toliko pozna, ker je bila njena mami Joy še vedno budna. Prva stvar, ki jaz pomislim, Jessie je mogla biti res skulirana, pridna punca. Better than me, ker jaz če bi dan prišla po taki žurki, ne bi prišla. I would be drunk, mislim, ona očitno ni bila, ker je z mami pač klepetala. In potem mami vprašala, si v redu, ker je izgledala malo čudna baje. In je Jessie rekla, ja, v redu. In pa se je videla, da ima nekaj na koncu jezika, da jo nekaj muči in je bila mami tako, daj povej, ko je bilo, ne? In je rekla, ne trgeč na čtatska, sem dva fanta, sta me kar tam nekaj osvajala in ful je bilo bad, tako, se ni važen, kao tako. Urinila je preč to idejo, tudi ni izgledala do konca sveta, da jo je stresirala, ampak sem pač neprijetno ji bilo in je šla potem spat. Spet druga stvar, da prideš dam in imaš tako konstruktivno debato z mami, se morajo res kar dobro razumeti, no, moram reči. Jaz takih stvari nisem doma razlagala. Fast forward naslednje jutro. Zdaj itak ni važno, spet ne vem, ali je bil vikend ali ne, ampak skratka, itak je poletje, tako da Jessie ne bi bila doma, pa imela je še vedno veliko obveznosti in tudi to jutro, oziroma dopoldne, ne bi jo čakala obveznost in sicer en učenec ne bi prišel k njej, da bi ga učila glasbo, ne vem kateri inštrument, ampak to je počela tudi v prostem času. In mami se je zjutraj zbudila in je bila tako kao, ok, Jessie itak ima skozi neki, jo bom pustila spat, sploh ne bom nič rekla, pa še tako ji perilo gor prinesla in je že, mislim, da potrkala, odprla vrata in je bila tako, ne. In ga je odložila na tla, kao nam šla zdaj noti to dojet, ne bom jo zbujala, itak ženska premalo spi, jo bom pustila spat. Potem ure letijo in mami Joy pride že domov. Ko je prišla noter, se je takoj zadrla gor Jessie, tako da bi ona prišla dol, počas, ker je vedela, da mora tisti učenec zelo kmalu priti, tako čez 15 minut in da bi bilo fajn, da je hčerka budna, ni šla pa še vedno gor po njo. Potem pa zvonc pozvoni in pač pričakovano, ona odpre vrata in je bil ta učenec, ki bi mogel se z Jessie dobiti in ga tudi Joy spusti noter, reče, ajde, stop noter, bom jaz Jessie še enkrat poklicala in gre potem gor v njeno sobo, odpre vrata, gre do posle in vidi Jessie ležat na posli, kot da bi spala in gleda direkt dol v njo in vidi, da je Jessie pač nenavadne barve, da nekaj absolutno ni v redu. Potem sledi tale telefonski 911 klic, policija. Hartford 911, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home from lunch, and she won't wake up. She's 19. My God. Okay, hang on just a second. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Her pants are all wet, and she's got, it looks like strangulation marks. There are strangulation marks? That's what it looks like. I don't know what's going on. I don't know what's going on. Tu
Tukaj se je Joey verjetno že sanjala kruta realnost, da ne samo, da Jessie ni v redu, ampak da pač je mrtva. Imela je, kot je tudi opisala, neke sledi, kaj se vem, davljenja, imela je neke sledi vezanja na zapestjih in na gležnjih. Bila je modre barve, tako da basically tudi Joey naj bi jo potem šla aktivno, intenzivno oživljati, ampak valjda ni bilo več pomoči in tudi ko je potem policija prišla in pa reševalci, je bilo tako jasno, da je pač mrtva in tudi zelo hitro je bilo jasno, da to ni bilo naravne smrti. Je bilo pa nenavadno, se pravi, bila je položena v poslu, kada spi, kaj ena sneguljčica, trnulčica, po drugi strani pa je imela sledi nekega nasilja. Torej Joey potem spravijo ven iz spalnice, ker je tole crime scene in pride domov tudi Buck in pač oboje, mislim, grozen mora biti to vse, ker sem rekla, Jessie je bila njun čudež, pač otrok sta si ga tako dolgo želela in zdaj to sprejet mora biti pač insane, tvoj otrok je mrtev, ne bojo več. Kar se tiče teh znakov vezenja na pač gležnjih in zapestjih, potem niso najdeli nič v stanovanju, niso najdeli vrvi. So pa najdeli en duct tape pod poslu, po full random. Še zdaj ne vem točno, naj bil ta duct tape pozabljen ali je bil namerno tja položen, nisem znala razbrati. Ok, prva glavna stvar, ki je vodila to preiskavo, je bila ideja, da ni bilo znakov nasilnega vdora. Vrata so bila normalno odprta in nihče ni vdrl, to je bilo jasno, in nobeno okno ni bilo razbito, vdrto, kakorkoli. Zelo očitno, kdorkoli že to bil, se jim je zelo zožil ta tunel, ko ga iskati, ena oseba, ki jo je Jessie poznala in je prostovoljno odprla v hišo. Nekdo, ki je pozvonil, kdorkoli znanec, kolega, bilo kaj, ki je odprla, rekla, ja, ni panike, stop noter. Nekdo, ki mu je pač zaupala. Pa so pa začeli zelo aktivno govoriti z njeno družino, predvsem mamo in očetom, Joey in Buckom, kdo bi lahko vse bil sumljiv in osumljenec. In prva stvar, ki sta jo starši izpostavili, je bila, da tisti dan oziroma tiste dni so zunaj lih obrezovali drevje. To oni pač najamejo neko službo, ki oni vzun to pač porežejo. In so rekli, ja, verjetno, ne vem, mogoče so te delavci plezali po lojtrah in gledali not v okno in so videli eno punco, 19-letno, ki je sama doma in so, ne vem, mogoče so kaj zakuhali, mogoče so se povabili noter in naredili kakšno bederijo. Sam pač tako, keep in mind. To je bila ena stvar. Druga stvar je bila, da je mami izpostavila te dva fanta na bazen žurki, ker sem rekla, da sta mečkan Jessie stopila na živce oziroma sta jo užalila z nekimi izjavami, še zdaj ne vemo točno, kaj je bilo, ampak verjetno nekaj seksualnega. In to so bile prve stvari, ki so jih oni izpostavili. In kar se tiče teh delavcev na drevesih, je bilo takoj zaključeno, ker so imeli izredno močen alibi in ni bilo smisla naprej raziskovati. Kar se tiče enega fanta iz bazena, ne vemo, kako mu je ime, ampak je bilo tudi zelo hitro razčiščeno, ker je imel spet zelo močen alibi, šel je domov in doma so bili ljudje z njemu. To je pa Randy, ki pa ni imel toliko močnega alibija, on je pa šel dan in ne bi bil doma sam. In to je bila prva čudna stvar pri temu Randyju, druga čudna stvar pa je bila, da ko so prvi dnevnik od Jessie, to je res scary, da kdo moj dnevnik bral, če mene ni več. Bomo šla še po smrti po malo zapor, ampak ona je lih pisala o tem Randyju. Ona je dobesedno prišla domov iz bazena in so šla izpovedati dnevniku. Ampak ta dnevnik je tako nenavadno napisan. Pač moj dnevnik, se pravi, je bizaren, pač preveč misli nateptanih gor, tako unhinged. Njen je pa tako, ker dobesedno govori kakor v oskrunstvu, kakor hotla sta neki nečistga mi narediti, tako ful nenavadne besede uporablja, neki God help me ali God be with me, neki tak, zelo cerkveno, zelo pobožno. To je to, kar bi jaz njo povezala kot 19-letno punco, da je bila ekstremno pobožna, mogoče mauna. Če bi jaz tako punco poznala v življenju, bi mi bila mauno. Kaj je že beseda za to? Ne vem, ne moram se spomniti, ampak tako, theater child, pa še tako ekstra cerkvena, ker tako, ne vem. Nenavadno pisanje dnevnika za 19-letno punco. Pri meni je bilo to ful bolj unhinged, še zdaj je. Ampak, ker se tiče Randyja, čeprav je bil sumljiv, potem so pregledali tudi njegov telefon in kje se je dejansko potikal, ker je bilo le sledu, nič ni pripeljali do Jessie in so mogli to sled opustiti, ker je bil dead end in so bili tako, ok, nima smisla, gremo iskati naprej. Potem se pa zgodi, znotraj tega true crime imamo še en true crime. Ja, to bi lahko že prej omenila, ker je zanimivo, ampak 12. julija, torej nekaj dni prej pred to predstavo oziroma preden pač Jessie izgubi življenje 14. je skoraj življenje izgubila tudi Melissa. 12. julija 2013 je bila v Richfield Historical Parku najdena mlada ženska po imenu Melissa Etzler. To je en park, ki leži 15 minut od tega mesta, kjer je potem tudi umrla Jessie. Park ni ful velik, malo sem googlala, taka velika rdeča hiša je zraven, park res ni velik, ni veliko ljudi tam in Melissa je tam redno sprehajala svojega minice Fizla, pač nekega mehkega psa imela in se je pripeljala tja. Hvala Bogu, ona je preživela in njen
spomin je čudovit, v smislu vse detajle si zapomna. In ona, ki je tam parkirala, je psa spustila ven. Edina stvar, ki je bila tam še parkirana, je bil tak temno, moder minivan avto varianta. In not je en človek sedel. In ta človek je sedel ne na voznikovem sedežu, ampak na sovoznikovem sedežu in imel noge ven čez okno in je pač tako hangal, čist na off. Njo ni bilo strah, ampak je bila pa nekako alert na situacijo in je pač šla s tem psom cel krog, ne vem koliko je bilo to, mogoče 20 minut sprehoda, šla nazaj, še vedno je bil tam njen avto in ta moder minivan in ona je spet opazila to osebo in ko je hodila proti svojemu avtomobilu, da se počasi odpravi, je ta oseba stopila ven iz minivana in ona je to zaslišala in se je obrnila in je bil ta človek direkt za njo in je bila ona tako, oh my god, ustrašil se me, ampak si ni nič mislila, ampak pazi, to scary, to je prav za grozljivko in ona tako naprej hod in on začne za njo tako zlaufa, veš, da bi se, až ti se obrneš in je oseba tako tik za tabo in jo sem tako gledal. Ono, kem psihopat. In ona tako, ok, je vse v redu. In se je to še enkrat ponovila, ona spet hod naprej in ta oseba spet zlaufa za njo in se vstal tik pred njo. Ravno scary. Ampak pa ji pa ni bilo več cool in ni bilo več vsem, ker ta oseba je imela v rok nož. Ne vem, s kje ga je prevlekel, imel je nož. Pazi zdaj to, kako je to šlo. To žensko obožujem, to mora biti taka legenda. V glavnem, on je njo napadel z nožem, želel jo je dobesedno zabost, ubita, jaz ne vem. Ona si tako močno začela boriti, da je dobesedno nož parjela s svojimi rokami, toliko močno, da je bila na koncu cela porezana, ampak na nek način, ko je on skočil na njo, da v zabadu, je ona nož mu potegnila z rok pod sabo in se je ulegla gor, da ni nič mogel, pač kera legenda. In on ni več vedel, kva bi. In ona je dejansko ležala s čist porezanim rokam na temu nožu gor, da ga on ni mogel doseči, on je pa sedel na njej. In je prišlo do najbolj awkward momenta ever in on reče, alo, zdaj sam grem. In ona reče, ne. Kera legenda. In ona reče, ne. In on tako, in tako sem zlaufa in spizdi in gre. In ona napoka psa in isto zlaufa. Nož je vrgla tja pod noge, tako da je imela še morilno orožje pri sebi, kera legenda. In šla valja direkt na policijo. Poleg vsega, koliko je bila ona cool, je imela še res dober spomin in se je spomnila vse. Spomnila se je točnega modela tega avtomobila, spomnila se je točno v nulo, kako je ta človek izgledal, tak mlad fant, itd. itd. Zdaj pa, tukaj pride v igro Daniel Bartelt. On je pomemben zaradi tega, ker ima zelo močno povezavo z našo Jessie. Ne samo, da sta se spoznala, one dva sta nekaj časa hodila. To je bila taka najstniška ljubezen, sta bila oba še dosti mlajša. Trajala je 3 mesece ali pa mogoče mehen več in to je to. In pa sta nehala, ampak sta ostala v stikih, ker sta bila oba močno vpletena v to gledališče, v glasbo, isti kolegi, iste stvari. Bila sta dejansko kdaj na vezi. Pač kot da bi rekel kolega, s tem, da je bil on ekstremno tudi pameten, straight A študent, pač imel same 5 najboljše ocene, isto praktično genijalen, pameten, ampak mečkam bolj tak neupadljiv, ne toliko izpostavljen, kot mogoče Jessie. To je to, kar vemo o njemu. Noben ne bi niti pomislil, da je kaj čuden, ampak kakor pravim, ta Melissa, ki je bila napadena, je potem dala ven v razpis, kako izgleda ta oseba, ki jo je napadla in kako točno izgleda ta avtomobil. Potem je bil takrat en deputy, enkrat je pač patruliral, ne vem, kaj se je dogajalo in je videl točno ta avtomobil, lahko videl roko ogen, da je bil isti avtomobil, pa tudi lastnik nekako je pasal zraven in obnašal se je iracionalno. Ne vem, kaj je delal, ampak nekaj, da mu je padalo v oči in da si je zapisal takrat registrsko. Hvala Bogu si je to registrsko zapisal in so jo potem dali čez sistem in so najdeli lastnika. Tukaj pride ven težava, ta lastnik ni izgledal niti malo kakor opis od Melisse in so rekli, ja, neč, pa to ne more biti to, ne. Ampak so rekli, dajmo še mečkaj naprej raziskovati, mogoče pa ne vem, sorodniki, kvaj sem, mogoče ga je, ne vem, kdo vozil njegov, kvaj sem brat. In ja, tako so prišli do Daniela Bartelta, pač pridedevan, da je bil avtomobil njegovega očeta ali pa mami, vozil ga je po tem primeru Daniel. In pazi zdaj to bizarno situacijo. That's the crazy shit. Daniel, kot vemo, je bil zelo bliz Jessie, pač kolega in bivša in ne vem kaj vse. In a veš, kaj imajo oni wake, kako bi rekel, doma, kaj imajo to mrliško pogostitev, kakorkoli že. Daniel je bil tam, jokal se je, by the way, to lažuje ljudi, govoril z ljudmi, emocije je kazal, tako da sploh ne imajo človek psihopat ali ne vem. In je vmes dobil telefonski klic od policije, ki so ga prosili, naj pride na zaslišanje, ne pride na policijsko postajo. Vmes, ko je bil pri Jessie doma. In on je prostovoljno prišel in je čisto lepo šel na to zaslišanje in so ga začeli spraševati stvari in prva stvar, ki je res izstopila, je bila, zakaj imaš porezane roke. Pol je bil tako porezan in zelo očitno si nekaj naredil. In njegova prva
zgodba oziroma razlaga je bila, da je delal v nekem podjetju kot, ne vem, inženir in se je žebli neki porezal in zabodel itd. In potem so se policaji znajdeli, niso ga hoteli direkt vprašati, da je no, s tem Melisi kaj naredil ali pa. Policija je bila smart, so vedeli, da morajo po ovinkih priti do resnice in so rekli, ok, daj točen detajle povej, kako si to naredil. In se je ful spotikal v to zgodbo, če nekaj se ni zgodil, si mu razmišljati in čuda ni spade in ni logično in ima luk, ne, itd. In on to razlaga in so bili oni tako, ok. Se pravi, če mi zdaj pokličemo tega šefa tvojega, bo potrdil, da se je to zgodilo in da tam delaš. In je on rekel, ne, tega šihta nimam že več tednov, ne. Že več tednov je bil brezposeln in posledično se je v bistvu samo z avtom furil okrog in hangal na random parkih itd., kot smo videli pri Melisi, ker ni vedel, kaj bi sam sabo. Pretvarjal si tudi še vedno doma, valjda, da pač ima job, ampak ga ni imel. In potem oni sprašujejo naprej, ok, zdaj pa povej po resnici, kako si prišel do teh ureznin in ran. In je rekel, ja, no, pri kuhanju. In poj so ga spet začeli naprej detajle sprašovati in so rekli, lej, nekdo, ki je na normalen način prišel do teh ran, ne bi lagal glede česa, kva je resnica. In so ga že zlomili in je rekel, ok, ja, jaz sem napadel Meliso. In potem so ga vprašali, zakaj. In njegov odgovor je dobesedno insane. Rekel je, potem, ko sem zgubil šiht in povsem skup v lifeu, sem se začel lifea bat, ampak se počutil očitno osamljenega, ker drugi so izgledali malo preveč comfortable, kao da jih ni strah lifea in je hotel, da se drugi tudi bojijo lifea. In je hotel neko emocijo, nekoga je hotel prestrašiti, očitno, ne vem, ubit, by the way, ampak ok. In ja, zelo hitro je to priznal. In potem, ko so naprej brskali glede njega, so začeli spraševati tudi o Jessie. In v bistvu je spet izdal samega sebe, ker je rekel, ja, no, v glavnem, vse takole, če žensko nekdo posil in ubije, In oni so bili tako, če ena informacija javnosti ni bila predana, je tudi to, da je bila ona tudi posiljena. Tega ni noben vedel. On pa je to rekel. In so rekli, zakaj bi pa to rekel? Pa je rekel, no, sklepama, ne. Tako da ja, zaradi tega je bil on zelo hitro glavni osumljenec in zelo hitro so ga začeli preiskovati naprej. Posledično so začeli pregledovati v detajle njegov telefon, računalnik in kje vse se je ta avto kdaj nahajal. Hitro jih je pripeljal nazaj do tega parka, kjer je napadel Meliso, in ko so kontejnerje pregledali, so noter najdel škatlo, otroške kosmiče in noter zabasane vrvi, duct tape in druge čistilne robčke, s katerimi je bila kri obrisana itd. In zelo hitro so prišli pred DNK-ju do povezave z Jessie, torej njegova kri in pa kri od Jessie. In tukaj ni bilo več veliko dvoma, ampak ko so naprej pregledovali njegov telefon in računalnik, so ugotovili, da je bil zadnje čase obseden s smrtjo, s snuff filmi, torej razne spolna nasilja, filmčki, kjer gledaš, kako nekoga mučijo in ubijajo. Plus specifično se je zapičil v en pornografski video, da ne vem, kje ga je dobil, ampak se je zapičil noter, kjer nekdo žensko muč, posil, ubije na konc, tudi v glavnem, kakorkoli že je bilo, videli so, da ga je gledal neštetokrat in je očitno to hotel podoživeti. In očitno je s tem planom prišel domov k Jessie in točno to hotel narediti in točno to je naredil. On je prišel do tam, potrkal, ona ga je spustila noter, spustila ga je naprej gor in v sobo in on je v bistvu sam napadel, skočil na njo, zvezal. Naredil je tudi tako gag stvar, ne vem iz česa točno, ampak tako, da je imela not v ustih, da ni mogla upiti, da ni mogla nič in na koncu je pač tudi zadavil. Tako da v bistvu je podoživel to, kar je sanjaril. Kar itak še dela ta primer to grozljiv, je to, da itak je bil ful pripravljen. To ni bilo ono, zgodil se je, nekaj sem bil jezen, tako kot pri Melisi je bilo nekaj na pol planirano, ampak je bilo pa prav planirano v nulo, pač bolj ogabno planirano ne bi mogli biti, bolj namerno ne bi mogli biti. To je čisti absoluten umor prve stopnje. Mogoče, ker je res ekstremno žalostno pri tem primeru, je, da on nikdar še do zdaj ni priznal tega umora. Ni mu bilo treba priznati, ker je dosti dokazal, da je v zaporu, dosmrtno, brez pogojnega izpusta, ker je pač itak posilstvo, en umor prve stopnje in en poskus umora, ker je bizarno, ko vse je naredil, ampak nikoli ni priznal. Medtem ko oče od Jessie je prav na sodišču, koliko je mogel biti on dober človek, pa na nek način spet, ne vem, pobožni ali ne vem, kako temu reči, se je obrnil direktor Danielu in je rekel, rad te imam in odpustim ti. In ja, predstavljaj si tukaj, da je imel pač Daniel to priložnost, da bi rekel, da bi se zjokal, da se bo pravičil, ampak je še vedno trdil, da pač, kaj, kakorkoli že, jaz tega nisem naredil in nimam nad zraven. Tako da ja, škoda, ker starši ne morajo dobiti tega zadoščenja, to sem hočem reči. Je pa še ena stvar, Buck Blodgett, torej oče od Jessie, je tudi ustanovil projekt Love More Than Hate, pač v naključju vmes Love več kot Hate, in v bistvu opozarja na ta nasilja in izobražuje mlade v odnosih itd. Pač bori se proti kakršnemu koli nasilju, psihičnemu, fizičnemu, in v bistvu je včasih pač žrtve, ki so v tem primeru tudi starši, v res lepe stvari usmerijo energijo in čustva
pač res vsaka čast. Daniel, pa kot sem rekla, ne priznaj ničesar. To je pa to za današnji True Crime. Upam, da vam je bil zanimiv. Če imate kakšne dobre ideje, mi jih pišite tukaj komentarje ali pa na Instagram. Večinoma jih pogledam in velikokrat tudi upoštevam. A ja, kar se tiče tega, ste by the way glasovali. Jaz ne vem, kaj vam dajem v glasovanja, ampak vedno je izenačen spomnim, ko je lahko tako izenačen. Meni se je bledel luno, ker meni je point glasovanja, da dam ven 2 opcije in da zelo hitro vidim, kjero moram scenarij pisati. Ampak ne, v 24 urah je vedno pač dobesedno isti rezultat do enega človeka isti. Jaz sem čisto zbegan, pravno pa še v teh ta fulkrat vmes in sem kratko, oh my god. To, da tle je bil čisto popolnoma izenačen z enim drugim primerom. Anyways, pridni bote, radi se meteli in vam avto. Čau. Bye.